Došli v mestni občini Koper, nekje približno proti sredini mestne občine Koper. Odgovoril bom prav s temi istimi besedami. Zaenkrat, po definiciji, smo mestna občina Koper. Jaz upam, da se bo tudi turizem zavedal, da smo občina z mestom. To pomeni, da je to območje precej širše in ga moramo tudi izkoriščati, spodbujati tudi za namene turizma. Mesto verjetno ste že vsi videli, vsi ga poznate, veste, da je eden izmed biserov tudi v Sloveniji in je prav, da ima svojo pozornost. Imamo pa tudi podeželje, ki je, kot da vidite, tukaj krasno. Ima kar nekaj točk, da ne rečem naselij, ki so več kot vredne tega, da se jih obišče, rabijo pa jasno še malo pomoči strani občine za to, da se primerno razvija. To pomeni od tega, da se infrastruktura malo popravi, do tega, da se dejansko postavi vse pogoje za to, da se tudi neke turistične kapacitete lahko vzpostavi. Mi smo v fazi priprave občinskega prostorskega načrta, kjer imamo tudi marsikaj v mislih, kar se tiče nekih načrtov, tudi razvoja različnih območij podeželja, od območja okolice Črnega Kalja, kjer se bi razvijal bolj športni del turizma. Projekt se imenuje Outdoor Sports Park. Tam verjetno poznate, že imamo plezalno steno, naravno. Je tudi kar nekaj drugih športov, ki so povezani s tem, skratka tisti del se bo razvijal v tej smeri. Tukaj, kot vidite, smo v deželi Refoške, tukaj je dosti težko, da nekaj povedati o tem. Na Šmarskem koncu konkretno zdaj se že vzpostavlja lovski učni center, ker tudi to je pač ena priložnost za to, da bi lahko kakšnega obiskovalca imeli več. In še nove ideje, ki se počasi razvijajo. Skratka, podeželje treba spodbuditi za to, da imajo neke priložnosti in hkrati, jaz bom grdo rekel, tudi reši mesto, ker mi ne bi radi, da se iz Kopra zgodi Piran, ki je izjemno lepo mesto, ampak za prebivalce vedno manj primerno, vedno manj udobno, bomo rekli. Danes smo morda na poti, ki ni prava. Vedno več je nekih ponudnikov, zasebnih ponudnikov, Airbnb-ov in Booking.com, ki prilagajajo svoje stanovanje v apartmaje. To pa jasno pomeni, če se ta pot nadaljuje, se bo mesto spraznilo, bodo ti ljudje šli živeti nekaj kilometrov proč ali tudi v drugo občino in bodo to namenjali turizmu. Skratka, mesto bo postalo ali bi lahko postalo tudi mesto, česar si jasno ne želimo. Jaz sem še prej se nastopil na funkciji, sem dal nekaj izjavo, ki je tudi odmevala kot moja prva izjava, domačini pred turisti, kar pa ne pomeni, da bi zdaj turizem ukinili, ampak je treba se pametno lotiti razvoja turizma kot takega, se zavedati tega, da imamo potencial, ga izkoristiti, ne smemo pa pustiti to, da moti nas toliko, nekaj jasno lahko žrtvujemo, ne smemo pa nas moti toliko, da mi zbežimo, ker če ne imamo samo še stavbe, nimamo pa tistega življenja, ki ga po mojem tudi turisti bi radi videli in doživeli. Tudi zato delamo na tem, da bi se neke kapacitete nočitvene počasi le zgodile, da bi zrasel kakšen hotel, ki bi lahko ponudil neke primerne nastanitve za naše goste. In jasno to, kar je že zgrajeno, izkoristili. Imamo močno športno infrastrukturo ob samem tik mestnega jedra, ki se da dobro trži, povpraševanje je in se že dogovarjamo in kar nekaj dogovore že do te mire steklo, da v letu 2020-2021 so že nastavljeni mednarodni dogodki na športnem področju. Vse ostalo pa se pustimo še tudi pod očetu za tiste, ki se v končni fazi ukvarjate s tem, ali v medijskih vodah, ali pa prav strogi strokovnjaki. Še eno vprašanje. Najbolj pomembni del, najbolj dragoceni del slovenske obale je zdaj ta opuščena cesta med Koprom in Izolo. In to v bistvu bo enkratni poseg, to se dogovarjate najbolj z občino Izola in bo to skupni projekt. In moram reči, da smo danes že spoznali, ker je v bistvu izven sezone, da je izredno živahno. To se pravi, interes je. Zdaj, kako vse te, recimo, vizije združiti v eno takšno, da bo, recimo, resnično v korist obali in seveda tudi turistom v drugod. No, to moramo razdeliti na več različnih delov. Najprej se moramo zavedati, da se v koprski občini zdaj razvijamo en drugi del obale in to je od promenade do Žusterne.
to je približno 700 metrov obalnega pasu, ki se bo dejansko uredilo v kopalne in druge površine. To pomeni, en delček bo urejen. Pas od Žusterne do Izole je pas, ki bi moral po mojem biti urejen na načinu manje več. To pomeni, ohranimo ga, kolikor se da tak, kot je, jasno, malo prilagodimo tudi potrebam, tako da je lažji dostop do morja, ampak ne predstavljam vsi in ne smemo dovoliti tega, da bi tam turistična dejavnost vzela glavno vlogo. Tam je, če bi bilo več zelenja, bi rekel, da so to neka pljuča med Koprom in Izolo, ne? Pač niso pljuča, ker je obmorski pas, ne? Ampak je dejansko tisti pas, ki ga imajo naši prebivalci zelo radi, tudi obiskovalci, in je tudi spet bi rekel, da je neka divja plaža, pa ni, ker je cesta zraven, ne? Skratka je neka zadeva, ki je težko dopisati, ampak ustreza vsem, tako kot je. Če lahko samo še malo prilagodimo, in po mojem to čisto dovolj, tako da tu nekih večjih posegov ne bo. In tudi mudi se naj ne, ker se pravim, s tem prvim projektom, ki ga bomo izvedli zdaj v roku 2 let in pol, bo vsaj koprska občina že dobila nekako po izračunih 3-krat večje kopalne površine, kot jih je imela do sedaj, kar danes jih je bistveno premalo, smo stisnjeni na 2 kopališčih, ne, ampak bo dosti bolj odprlo ta prostor tako za domačine kot za obiskovalce. V Izoli podobno razmišljajo? V Izoli podobno razmišljajo, kar se tiče tega pasu, jasno pa imajo tudi oni neke svoje ideje, ki so zaenkrat še malo težje izvedljive, ampak dobro, domišljije je prav, da se ne omejuje, ne, tako da razmišljamo še vedno o otokih, polotokih in podobne stvari, kar je v redu. Govorimo o tistem začetku, ki je zaenkrat čisto izolski, ne bo stvar nekega regionalnega prostorskega načrta in je tudi prav, to je tisti obmestni del, ki je prav, da se razvije tako neodvisno od tega, ne. Ampak ta obmestna pot bo stvar dogovora in tukaj mislim, da bomo vsi skupaj pogledali, da ni treba pretiravati z nekimi. Kaj pa tista ideja hotel na polotoku ali kaj možete ali No, v Kopru o tem ne bomo več niti razmišljali, ker prvi se moramo zavedati tega. Že ta poseg, ki bomo imeli med Žusterno, mislim, med promenado Koprskem in Žusterno, je poseg v morje. Zdaj, ena stvar, ki se moramo zavedati, poseg v naravo, ne, vsi smo dovzetni do varovanja narave, ampak samo takrat, ko razmišljamo, če se pokosi, oziroma se poreže kakšen gost, ne, se to ne sme zgoditi. Ne. Poseg v morje je tudi poseg v naravo, tam je tudi neka flora, fauna in tudi tu moramo biti malo pazljivi, da ne pretiravamo že ta del, ki je sicer ima že svoje gradbeno dovoljenje in se je po mojem že en korak, mogoče korak ali pol koraka preveč. Moramo paziti, kaj delamo, ker v bistvu poti nazaj ni, ne, pri katerem koli posegu, neki otoki, umetni, za koga. Hvala, ker se gospodu županju mudi, sem videl, da gleda na uro. Ja, malo. Se mu jaz lepo zahvalil, to je naš prvi kontakt, jaz sem predsednik Turističnega društva Slovenije in se vam zahvaljujem, da ste sprejeli in ko se bo kaj začelo dogajati, pa če želite kakšno publiciteto v širšem prostoru, smo mi tukaj, da vam pomagamo. No, najlepša hvala. Ja, računam na vas. Mi imamo tle res lepe kraje in težko, da ne promovirati. Če bo se dali roko, bom več kot hvaležen. Predvsem takrat vas bomo tudi informirali, takrat, ko se bo dejansko nekaj zgodilo, nekaj razvilo v prostoru, tako da se lahko to spodbudi. V samem mestu pa bomo predvsem spodbujali neko dogajanje, ki je bolj primerno tudi za obiskovalce. Zaenkrat mogoče smo bili malo preveč zaprti. So nekateri večji dogodki, ki so bili namenjeni vsem, klasična koprska, bila rumena noč in podobne stvari. So pa tudi manjši dogodki, ki so, kar si mogoče obiskovalci bolj želijo kot nekaj bolj pristnega, ki dejansko ponudi neko doživetje, ki ni masovno, ampak se pravim, če je dogodek za 300 ljudi, ki ga obišče še 30 naključno mimoidočih ali pa manj naključno mimoidočih, je to za njih gotovo boljše izkušnje kot neka velika prireditev, ki ne nudi neke zgodbe, kot take. Tako da ja, vnaprej hvala. Hvala lepa, ja. Ker nimate časa zdaj novo? Imam še 5 minut, Imam bi nešto.
So mislili,